v Žužemberku podelili priznanja. Težko prodajo svojo zelenjavo. Bela krajina srčnih ljudi. Lepo pozdravljeni. 20. trški dnevi za 20 let samostojne občine so sinoči v atriju Žužemberškega gradu doživeli svoj vrhunec s slavnostno podelitvijo občinskih priznanj. Slovesnosti ob občinskem prazniku se je udeležil tudi predsednik republike Borut Pahor. Najvišje letošnjo priznanje, naziv častnega občana občine Žužemberk, je prejel Franc Vidmar, župnik in častni kanonik novomeške škofije. Naše sodelovanje z občino se posebej srečuje na področju ohranjanja naše kulturne dediščine. Naša žužemberska župnija ima 13 cerkva, vse so zelo stare, pomembni kulturni spomeniki. Z bogato umetniško opremo in občina jim tu ogromno pomaga, še dodaja. Zlati grb občine je prejel Slavko Mirtič, ki že več desetletij s svojimi zapisi in fotografijami ohranja zgodovinsko dediščino Suhe krajine. Srebrni grb je šel v roke gasilcem prostovoljnega gasilskega društva Šmihel, ki letos obeležujejo 90 let delovanja. Podeljena sta bila tudi dva bronasta grba. Prejela sta ju Janez Papež in Slavko Struna za nesebično delovanje na področju gasilstva. Prvi mož občine Franč Kufca na čelu občine je od ustanovitve je z dosedanjimi dosežki zadovoljen. Leto je bilo razvojno zelo uspešno. Kar pa prav gotovo je zasluga tako mojih sodelavcev občinski upravi, nenazadnje pa tudi tistih, ki so potrjevali in pa pomagali, da smo te projekte tudi izpeljali. Napredek je viden, odločitev za samostojno pot pa je bila več kot pravilna, še dodaja župan. Tudi predsednik republike Borut Pahor v prihodu se je ogledal prikaz srednjeveških borilnih veščin. Slovaške skupine Trnavska kampanja je pohvalil 20-letni razvoj občine. V govoru je potegnil usporednici med lokalno in državno politiko ter politične stranke pozval k sodelovanju pri sestavljanju vlade in kot zgled navedel izvajanje politike v lokalnih skupnostih. Županu je ob prazniku izročil protokolarno priznanje zastavo Republike Slovenije. Nedeljski program trških dni je že 2 desetletji začrtan. Središče pred Žužemberskim gradom se za en dan prelevi v srednjeveški svet. In razlogi, da vztrajajo že toliko časa? Da lahko z ponosom pogledamo v preteklost in da imamo lahko veliko pozitivne energije in moči za prihodnost. In prihodnost je glede na videno ta konec tedna, ko so Žužemberk obiskale številne mednarodne delegacije iz tujine, podpisali so tudi listino o pobratenju z mestom na mrežni čelni iz Ruske federacije več kot svetla. Poletno osvežujoč pa je bil tudi koncert Nuše Drenda, ki letos tako kot občina obeležuje 20 let samostojne kariere. Slovenski zelenjadarji že nekaj časa težko prodajo svojo zelenjavo, kljub temu, da je samooskrba s slovensko zelenjavo le približno 40%, da so vse pogostejše vremenske nevšečnosti, denimo toča in pozeba, ki vplivajo na pridelek, ter da imajo strožje omejitve glede uporabe fitofarmacevtskih sredstev kot v sosednjih državah. O teh in drugih izzivih je med drugim tekla beseda na dnevu tehnike 2018, tokrat pod naslovljenim Sprehod po zelenjavni poti. V sklopu dneva tehnike, ki ga prireja Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto, so na območju namakalnega sistema Kalcenaklo 2 prikazali najsodobnejšo kmetijsko tehniko za obdelavo tal in namakanje pri pridelavi zelenjave in poljščin. Predstavili so se ponudniki kmetijske tehnike in opreme, na stojnicah pa kmetje s svojimi pridelki. V nadaljevanju so predstavniki Zadružne zveze Slovenije in Kmetijske zadruge Krka v Šentjerneju govorili o pričakovanjih proizvajalcev zelenjave glede višje samooskrbe. Prav zaradi nihanja odkupnih cen in zaradi vremenskih razmer se kmetje ne odločajo za povečevanje proizvodnje, mlajših kmetov pa tudi dejansko ni tudi v tem segmentu kot v vseh ostalih kmetijskih segmentih. Težava je že z začetkom odkupa. Nekako poskušamo prodreti k našim trgovcem,
trgovci uvažajo svoje blago, tudi enako blago iz tujine, po nižjih cenah, po moje tudi seveda nižje kvalitete, ker naši izdelki so obrani isti en dan prej, preden pride na trgovske police. Že 27. leto se trudijo trgu ponuditi čim več lokalno pridelane zelenjave in sadja na kmetiji Turk z Broda v Podbočju. Kot pravi Andrej Turk, je vse več bolezni, so pa precej bolj omejeni pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev kot drugod v Evropi. Danes, ki imaš pa lahko tudi, kot ti narava lahko pomaga, biotična varstva, to so organizmi, ki uničujejo škodljive organizme, vendar vse v tujini je to dovoljeno, v naši državi pa tole ni. Zato so nekonkurenčni. Ravno tako na Balkanu dovoljujejo izjemno močne insekticide, njihova zelenjava in sadje pa prihajata k nam po nižji ceni. Povrh vsega je težava pomanjkanje delovne sile. Res je, da je nizka samooskrba z zelenjavo, vendar se trudimo tudi s tem, da smo s subvencijami, ki so bile kar precej na visoki ravni, skušali spodbuditi pridelovalce, da se odločijo za pridelavo zelenjave. Ki je lahko uspešna tudi na manjših površinah, kjer lahko zagotavljamo delovna mesta in primeren zaslužek na kmetiji, dodaja. Semiški občinski svetniki so na zadnji seji soglasno sprejeli strategijo razvoja in trženja turizma v Beli krajini. Zajeten 5-letni strateški dokument, ki ga je v sodelovanju z belokranjskimi turističnimi deležniki pripravil in že konec minulega leta predstavil Zavod Tovarna trajnostnega razvoja Good Place. Kot je na seji povedal Gregor Jevšček, vodja turizma v Črnomaljskem Ricu Bela krajina, v okviru katerega naj bi se oblikovalo skupno vodstveno telo, ki bo upravljalo s celotno turistično destinacijo Bela krajina, so v minulih mesecih strategijo dopolnili in jo finančno ovrednotili. Moram reči, da tudi finančno je sedaj strategija kar v določeni meri preskrbljena, saj smo pred kratkim prejeli pozitiven sklep od MGRT-ja za oblikovanje turističnih produktov in za digitalno promocijo. Na razpisu smo sprejeli 225.000 evrov, kar bomo nekako imeli za dobro leto in pol, saj moramo za oktobrom naslednje leto zaključiti s tem projektom. Strategija, ki temelji na analizi stanja ter kaže prednosti in slabosti belokranjskega turizma, sledi strategiji razvoja turizma v Sloveniji, pravi Jevšček. Kot je v strategiji razvoja turizma v Sloveniji, si tudi mi želimo predvsem gostov z višjo kupno močjo, da so to gostje, ki so osveščeni, torej ki imajo radi aktivnosti v naravi, kulturne tudi aktivnosti, ki jim ne pomeni vrhunec dopusta samo poležavanje na plaži. Z oblikovanjem integralnih turističnih produktov pričakujejo, da bodo turistično ponudbo Bele krajine povezali v enotno zgodbo in jo razpršili na celo leto. In da Kolpa bo še vedno ena izmed zelo pomembnih igralcev v turističnem razvoju oziroma v ponudbi Bele krajine, ne pa tudi ta glavni. Torej pričakujemo razvoj tudi ostalih produktov, ki temeljijo na neokrnjeni naravi in pa tudi avtentični kulturi. Svetniki so ocenili, da je strategija dobro zastavljena. Tako kot je zastavljena, ima svoj smisel, bo potreben tudi nek skupen menedžment, ki bo s tem upravljal, ki bo te aktivnosti, ki so v strategiji vodil. Svetniki so se seznanili tudi z novo celostno grafično podobo turistične destinacije Bela krajina in novim logotipom Bela krajina srčnih ljudi. Izhaja iz belokranjskih pisanic, izhaja iz belokranjske kostumske podobe, torej iz naše ljudske noše, hkrati pa se za to barvo, intenzivno rdečo, ki lahko opazimo tudi na usnicah deklet pri folklornih skupinah, pri ogrlicih, pri kostumski podobi, nekako razlikuje od ostalih logotipov v Sloveniji. Vsekakor novi logotip združuje kulturo, gibanje v naravi in srčnost Belokranjcev, dodaja Jevšček. S turizmom je povezana tudi zgodba Tončkovega doma na Lisci. Sevniška občina ga je pred 4 leti od planincev dobila v last, zdaj pa v objekt potreben temeljite obnove vlagajo glede na proračunske zmožnosti. Načrt, da bo na Lisci ena od točk za izvajanje programov Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, se počasi uresničuje. V kletni etaži so najprej uredili sanitarije, pozimi pa so začeli obnavljati večji prostor za potrebe učilnice. Ureditev tega prostora je stala dobrih 70.000 evrov. To je vključno za gradbeno-obrtniškimi deli, nakupom opreme in nakupom opreme tudi za prostočasne dejavnosti.
Obnova tega prostora je trajala v zadnjem letu in tako kot se nekaj nastal je en prekrasen prostor, ki bo služil svojemu namenu. Prvi so učilnico zasedli člani študentskega raziskovalnega tabora, ki bodo pripravili nekatere programske rešitve za doživljaje na tej Posavski gori. Na Listi želimo celostno, delno tudi preoblikovati, seveda v okviru možnosti, kakršne bodo v prihodnje. Območje kot novo učno okolje za učence, seveda predvsem namenjenih osnovnih šol, seveda pa tudi predšolsko vzgojo, dijake, študente in seveda vse obiskovalce. Občina vodi projekt Trajnostni razvoj Listce za zdravo Posavje in računa na pridobitev kakšnih razvojnih sredstev. V tem delu bomo izvedli v jesenskem času izobraževanja za vodnike. Ta izobraževanja bo vodil Dušan Klenovšek iz Kozjanskega parka, ki ima ogromno znanja in bo tem vodnikom tudi na primeren način ta znanja podal. V načrtih, ki so jih spisali udeleženci pravkar zaključenega raziskovalnega tabora, je med drugim tudi steza z vrvjo za začetno učenje jadralnega padalstva. Za ta šport so namreč na Listci idealni pogoji. Nedeljski večer vendarle ni bil povsem v znamenju razprav o nogometu. V Šmarjeških Toplicah, kjer se te dni vsej svoji lepoti bohotijo indijski lotosi, so ga posvetili ustvarjalcem. Ob Šmarješkem jezercu v tamkajšnjem zdraviliškem parku, edinem naravnem rastišču indijskega lotosa pri nas, so pred 4 leti začeli s pripravo literarnega večera. Mladi ustvarjalci ter izkušeni poeti in pevci so s prepletom glasbe in poezije vnovič poskrbeli za prijetno preživete večerne urice. Nastopajoči so bili literat moj iz Novega Mesta Stane Cerar, večinoma domačinov iz družinske vasi, Lana Pija iz Šmarjete, ko so zelo prijetne punce, dobre glasbenice, čudoviti so pravzaprav vsi. Med rednimi udeleženci zdaj že tradicionalnih literarnih večerov je tudi mladi 16-letni Jan Trputec iz Šmarjete. Jaz mislim, da ne samo poezija, ampak umetnost nasploh ne bi služila posamezniku za to, da si pomaga pri iskanju samega sebe, kar, če se mene vpraša, je tudi pomen življenja. Zato najraje tudi pišem take pesmi, ki se s tem ukvarjajo. Najraje pa recimo vsakdanje stvari povežem s kakšnimi bolj takimi globokimi vprašanji. Literarni večer, na katerem svojo ustvarjalno žilico rada predstavi tudi Veronika Prše iz Šmarjete, iz leta v leto privabi večje število prijateljev poezije in pesmi. Začeli smo ob lotosu, ob jezercu, ampak takrat prvo leto je bilo skromno, malo ljudi, naslednje leto je bilo že več, no, zdaj na 4. srečanju smo pa prav presenečeni, toliko jih je, kar prihajali. Množičen obisk je ne samo nagrada ustvarjalcem, temveč tudi dobra popotnica in spodbuda za prihodnja literarna glasbena srečanja v objemu zdraviliškega parka. Pred slovesom še povabilo k ogledu oddaje Osebnost meseca ob 20. uri, v kateri bo gost Osebnost junija, to je Jože Vajs. Hkrati pa vas obveščamo, da bo ta teden zaradi tehnične prenove naše režije lahko prihajalo do motenj pri predvajanju našega programa. Prosimo za razumevanje in vam želimo lep večer.